Anga, Kaj je? poslušaj mene. Dobro jutro, dober večer. Poslušate Pošušti mene z Joštom. Evo, nov dan, nova epizoda. Vem, da ste bili že zelo neočakani. Vseh 6 vas, ki poslušate te bedarije, ki jih jaz tukaj govorim. In evo, to je to. Jaz sem pripravljen povedati marsikaj, pokomentirati marsikaj. A boš tudi kaj pametnega povedal? Ne vem, dragi poslušalec, mogoče pa bom kaj pametnega povedal. Zdaj pa lepo sed, jej svojo vseno kašico, pa daj mir. Pošoš. No, smo imeli par tem, kateri bi rad govoril. V glavnem se odvijajo iz mojega šihta. Dejstvo je, da jaz sem konstantno na terenu, kolesaram, tako da veliko stvari se dogaja, veliko zanimivih stvari, veliko monotonih, vsakodnevnih, bednih, ampak kakšni take so, ki me malo zbedejo pod rebra, ali pa se kaj takega zgodi, ki se mi na koncu zdi pametno, da jaz to malo pokomentiram, ne. Zato, ker sem glas razuma, to se vsi vejo, ne. Pa zato, ker tako lepo znam povedati vse te zgodbice, da bo nauk za mlade Janeze in Maričke naše Republike Slovenije, ne. Jošta za predsednika. Okej. V redu, imam kar ene par stvari, o katerih bi rad govoril. To sem že rekel, prav Jošt. Mater, še zdaj se mi tole snema zvečer, tako da bom probal čim bolj neprekinjeno in toliko, da lahko uživate ali pa kaj takega. Okej, bam, blam, blulalam, blulalo. Ja, v glavnem, skratka, zadnjih parih dneh se je kar nekaj stvari zgodilo. Par dobrih, par slabih, bom probal vse, ampak najprej moram povedati par stvari, s katerimi se jaz ne strinjam, oziroma so mi šle na živce, ker vsi vemo, da je to najlažje vendati, tako da ostalim poveš, a ne. No, zakaj bi se sam se pritoževal ali pa razlagal v svoji glavi, a ne, se moraš s takimi stvarmi, ne, zato imaš kolege, ali pa še boljša opcija, otroke, a ne. Ti se lahko zdereš nad njimi zaradi svojih problemov, boli tebe kurat, to je čisto easy, samo dereš, otroci jokajo, ti pa, ja, se v bistvu niste bili krivi, ampak, živite pri meni, tako da nimate druge besede, dokler niste 18, takrat me morate prenašati. Tako lepo, dobro, zdravo, družinsko razmerje. Okej, ne vem, kje je to zdaj prišlo. V glavnem, par dni nazaj sem peljal eno dostavo, mislim, da je bila celo prva dostava, do enega urada v Ljubljani, ne bom govoril kjerga, ne bom govoril kdo, zato ker bo vse to anonimno. Torej, jaz peljem na hrano, vse v redu, pridem, no, še pred tem, jaz kličem tega modela, da se javi, ne, zato, ker je napisal naslov v redu, ampak informacije, kako ga naj kontaktiram, ali pa v katerem nasropju, to ni bilo nekaj jasno, tako da jaz ga kličem in mi vrže dol, jaz ko, okej, v redu, zgleda zaseden, sklepam, da pričakuje hrano, ga bom čez minuto, dve še enkrat poklical. Spet pokličem, zdaj celo zvoni, dvakrat, trikrat in mi spet dol vrže, jaz ko, okej, v redu, no, prav, grem pa not, bom na informacijah, a ne, ponovadi ima tam neko varnostnico ali pa informacije ali pa kaj, lahko komot vprašaš, kdo je ta oseba, če jo poznajo, ko tudi kontaktirajo preko zvočnika, tu vzamem vrečke, grem not, pridem do teh informacij, tam sedi ena starejša gospa in ko vidim, da neha s telefonom, se približam njej in reče, dober dan, jaz imam pa dostavo za tega pa tega, Franc Jožefa, ga poznate, tako pokima, okej, in potem rečem, no, za njega imam to dostavo in še predem lahko rečem, a mu lahko nesem ali pa ga lahko vi pokličete, zato da on pride iskat, mi samo ne, njemu pa ne morete dostaviti, ker je javni uslužbenec. Jaz se tako nasmehnem, prosim, ko gledam ene par sekund in ona še vedno brez besed, nič ni govorila, se gledava, pač prav vzel mi je vso prav, jaz sploh nisem vedel, o čem ne razmišljam in glih, ko hočem nekaj nazaj reči, ne, ona, ja, kaj, ga boste vi poklicali ali pa kaj takega, se prikaže hod proti meni. Sem mislil, da bo še on začel kaj dežiti, ampak na srečo, super stranka je bil nasmejan, mi je lepo dal denar za ono hrano, sem lepo voščil dober tek, vedno, in pa sem šel. Muni kravi, pa sploh nisem nič rekel. V glavnem, če boš ti kdaj to poslušala, mater ti... Ne mi govoriti, on je javni uslužbenec, njemu ne morete kar dostaviti. Kakšen javni uslužbenec? No, prav, pa tudi če je, kaj, boli mene kurac. Ni predsednik. Mogoče v unem primeru, pa še do predsednika po moje lažje prišel, ker čez tvoj glup mozek žena ena.
Prav prva dostava dan, prav razpizdila me je, res, nisem mogel verjeti. Na fucking informacijah delaš. Tok si gnila, da še za tajnico osebno ne moreš biti in gledaš tam na informacije. Sorry, če je tvoj life težek, ne. Sorry, če imaš ti težko službo, ki ti vsi težijo. Ampak jaz sem pa res lepo prišel tja, pa hotel reči, ka bi me vsaj pustila, da do konca povem. Ne, ona me kar vmes prekinila. Ne, hotel sem že reči, da ne, jo lahko vi kontaktirate. Ne, on pa javni službe, krava. In ja, tako se je začel, tako se je začel en dan. In res, materej. In to ona je tam za to, da pomaga ljudem, na informacijah dela. Njen odgovor, ker sem jaz prišel tja, bi mogel biti dober dan, kako vam lahko pomagam. Ne pa, da me gleda tam bulj, pa ne. Ja. In po mi je dala razmišljati evo o teh službah, ki imajo ljudje. Sorry, glej, če ti ni všeč ta služba. Sorry, da to ni tvoja sanjska služba, o kateri si sanjala vedno, ko si bila majhna. Glej, tough fucking luck, a ne. To mi nikoli ni šlo v zakup, zakaj se eni fucking ljudje pritožujejo nad svojo službo. Kot da je niso oni izbrali, kot da so jim vsilili, pod prisilo delajo s pištolo k senci, pa evo, delaj. Gled, sam si izbrala to službo. Če bi hodila kaj drugega, bi se pa kaj drugega potrudila, ne, pa bi delala. Meni tudi ni všeč ta služba, ne, to ni moja sanjska služba, to je dejstvo, kar obožujem je ta podcast delati, ampak tista služba, ki jo pa še vedno delam, tisto ni moja sanjska služba, ampak jaz se ne pritožujem. Mogoče rečem komu, ja, pač v redu je, bla, 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 ampak ne rečem pa zdaj, moj bog, moje življenje je tako težko, ti ne moreš verjeti, kako je to delati. Ko halo, kdo se je odločil za to? In ja, bod profi, ki si na takem mestu za čas, ki delaš unih bednih 8 ur, bod profi, pa se ved ka profi. Pa ostal čas izven službenega dela, tam pa deli potem stvari, ki jih želiš delati, a ne. Pa se pol pač izobražuj, pa to, zato da lahko končno zamenjaš in delaš en tak šiht, kot te veseli, a ne. Glih zato jaz obožujem delati tule, oziroma mi je kul, zato ker kljub temu, da ni moj sanjski šiht, je šiht, ki je v easy, no, kako bi to rekel, ki me stresno ne zbada in zato, ker pol pridem domov ali pa grem kam ven, jaz sem v redu, imam še vedno energijo in jaz lahko potem napadam in delam svoje stvari, ki jih hočem. In to sem jaz iskal, ne, zato ker jaz bolj cenim uno dobro počutje, kakor pa unih 300 evrov več, ki bi jih lahko imel. Lej, sorry, meni to pač ni pomembno v tem primeru. Ga je fajn imeti, ne, ampak moj čas, kako jaz ta čas preživim, čas, ki ga, to jaz vedno pravim, ne, moraš vedno gledati na tvoj čas. Jebeš v denar, a ne. Moj čas, zato ker denar lahko narediš v življenju, kolikor hočeš, če se trudiš, ampak zato boš izmenil svoj čas, a ne. In zato pravim, tvoj čas je na najvišji lestvici od vsega. Ta čas, ki ga imaš ti, ta tvoja leta, minute, sekunde, tega ne boš nazaj dobil. Recimo, da si danes cel dan preležal, to je to. Tega dneva naš nazaj dobil. Recimo, če si zapravil, mogoče ti je bilo pa všeč, v tem primeru to ni zapravljeno, ampak tega časa naš nazaj dobil. Denar to lahko zapraviš, pa če si priden, pa če imaš dobre ideje, pa če znaš prodati, pa vse to lahko nazaj zaslužiš 10-krat, 100-krat, 1000-krat več, kolikor imaš. Ampak tvoj čas pa ne moreš pomnožiti. Jebi ga. Tako je to. Tako da bod profi, tisti čas, ki delaš en šiht, ki ti ni kul. Nauči se maksimalno, kar se lahko, izostri svoje skille, ki jih imaš, s strankami, z ljudmi, samo v unim, ne vem, prodajo kakršne koli zadeve. Pol pa, ko imaš čas, se pravi, izven te službe, pa deli na svojih ambicijah, na svojih željah, tisto, kar ti res leži, zato da potem enkrat v bližnji prihodnosti ali pa malo naprej, da imaš neko vizijo in se premikaš proti njej. Ok, v redu, to je samo ena stvar. Gremo naprej. Isto, to je danes vse povezano z mojim šihtom. Kdo mi gre še na živce? Fucking ljudje, bolj v tem primeru otroci. Za une stare ljudi mi je tako vse, ampak otroci, ki se furajo fucking 25 km/h z bencinskim skuterjem na pasu za kolesarje. Kdo so te ljudje? Fucking ponavadi so debeli in bi lahko šli na kolo zato, da bi malo zase naredili. Pa zgleda, da so tako broke, da še za fucking navaden motor nimajo izpita, zato ker cel cash zapravijo za Nutello pa pomfrit z Mekca. Mislim, halo, res si mi gre toliko na živce. Kaj da jaz ne rabim unih tvojih izpušnih plinov,
iz 20 centimetrskega filtra dihati za tavo. In potem se mi še tam cijazaš pred mano, posebej po kakšnih klancih, res tak bi nares brco tam, fuknil skuter v en koš za smeti, v plastiko, recikliral, ker to spada med plastiko. Ne, res, pa ka vidim, ne. Ponad so kar eni junci tam mali, se tam cijazijo, itak ko mi potegne lej se vem, da se vam fajn zdi vse, ampak spizdite na cesto, no, dej naredite že ta fucking izpit, pa se po cesti vijugite z ostalimi motornimi vozili, pa dajte mirkle, kolesarjem, že tako jih je preveč. Najslabše pa pol še kakšni, ki so starejši, ne, v tem otrokom še oprostim, ampak kakšni fucking čičoti, tem čičotom je spravim, ki so 30 ali pa kaj dacga, unika se cijas, pa se bram, ponovati kar en debeli, ki bi mogel iti na fucking kolo, mogel bi iti peš. In ko dej malo za sebe nared, nekaj burek jest, se vem, da je dober, ampak fucking pejt malo fitness, pejt okolo Rožnika, pusti skuter, parkiri ga, tam v Tivoliju, pa pejt malo na Rožnik, pa nared nekaj za sebe, pa se pa zaradi mene domov odfuri zvečer, ko mi že nehamo delati. Fuck, kjeri so ti. To je res taka zadeva. Pa še ena stvar, evo. Vedno se mi je to ful smešen zdel. Pač ja, vidimo, ne, recimo, veliko zaposlenih, ki je, če vsaj delajo v kakšnih podjetjih, ki se ukvarjajo ali s kakšno transportom, kaj tacga, ali pa tudi kakšno malo bolj fizično delo, ne vem točno, ampak pač vidim, da imajo od tistega podjetja obleke, jakne, majice, brezrokavnike, hlače, bla 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 bla, tudi srajce včasih. Tudi jaz sem že delal veliko šihtov, ker je bilo pač to pomembno, ne. Bil sem vedno tako, ja, ni problema. Ampak zakaj ta material vedno za en kurac? Mogoče je to samo moja izkušnja, ne vem, povejte mi, če je, ampak meni se je zdelo, da je to ful pogosto tudi drugje. Sorry, ti hočeš kot lastnik podjetja ali pa menedžer ali pa kaj, da mi nosimo to, zato da imamo branding, da ljudje nas prepoznajo, zato jaz razumem, vse v redu. Ampak kaj je ta kvaliteta za en kurac? Kar neki čudni kroji, material je prav pocen, nič ne pomaga, v glavnem samo ovirate, neudoben, neuporaben. Lej, dam ti opcijo, ali se malo več izkeširi za to, recimo to pa to investirati treba temu delavcu, recimo jaz dam pol stroškov, ti daš pol, zato ker glih tle delaš, zih se da kaj tacga zmeniti, ali pa 70-30, ali pa daj kakšne sam našitke, ali pa take lahke zadeve, ki se lahko sam pripopa na že obleko, ki jo ima tista oseba. Glej, dejstvo je, da mi ljudje imamo svoje obleke. Imamo obleke, ki so nam všeč, ki nam prijajo, katere oblečemo, smo dobre vole, v katerih se počutimo fajn. In zdaj moram jaz oblačiti shit, ki si ga ti kupil za čim bolj pocen, zato da bi jaz zdaj izgledal pri tebi, kakor da sem del ekipe, pa se potem smejal. Ne, sorry, gled, če za nič, lahko pričakuješ moj za nič odnos. Ampak, če mi daš pa možnost, da je tista stvar kvalitetna, pa je v redu, ali pa, da jaz lahko delam v svojih oblekah, z veseljem, tukaj bam, na joškico mi pripopi en velik logotip, ali pa znak, jaz delam tukaj pa tukaj, komot, z veseljem. Dejstvo je, da je treba se počutiti udobno in nisem to, da bi bilo udobno, pa potem treba asociirati udobno poleno. Ne, z udobno se počutiš bolj, relaksiraš, se imaš bolj fajn in tudi bolj delaš. Definitivno. Tako da, podjetniki, nekaj za zamisliti, kako imate s svojim kadrom. Ne pa da razmišljate o raznih team buildingih. Vse so v redu, team buildingi so vedno zakon, ampak to je samo tako enkrat na ne vem par mesecev, enkrat na let. Ne, to je pa vsak dan, ki imaš na sebi. Tako da bi lahko bilo malo več posvetovanja s tem. Ok, naprej. Isto, promet. To so same take. Eni ljudje, jaz to pravim, rabijo fucking dovoljenje za hojo. Izpit za hojo in dovoljenje. To, ko delaš izpit za avto, moraš ponavljati, eni fucking ljudje bi rabili imeti dovoljenje za hojo. Glej, jaz sem na kolesu, Jaz imam ponavadi slušalke not in očala, čelado vsake te zadeve, in ko se jaz, v zadnjem letu, ko sem bil, sem imel nesrečo samo 2krat. Enkrat je bilo pred kratkim, enkrat je bilo pa več kot 6-7 mesecev nazaj. Obakrat ni bila moja krivda, zato ker je tista oseba prišla iz ovinka ali pa je meni zaprla pot, v glavnem ne bom o tem specifično govoril. Ampak to se je 2krat zgodilo. Vstal čas, mogoče je kdaj kaj spodrsnilo ali pa kaj tacga, to se pa zgodi, ker je slabo vreme.
Ampak ustal čas, nič. Zakaj? Jaz se zavedam, jaz sem na kolesu, moram paziti pešce, vse te zadeve, avte sploh, jaz pač nisem glavni na cesti, a ne, to je treba malo razumeti, kolesari. Tudi če imaš ti kolo, tip, da nisi glavni na cesti. In če te avto zbije, kot se je meni zgodil, avto je bil v redu, moj kolo je bil razfukan, jaz sem bil na srečo v redu, ker sem dobro reagiral. Potem to so avti, ne, avti so kralji na cesti, oziroma busi, tovornjaki, pa to so pa ne vem kaj, kralji kraljev. Zato, ker boš pač umrl, a ne, pazi nase. Druga zadeva, pešci, to so kar zgubljene kure, ne vsi, eni gledajo, ampak bil sem optimističen, hotel sem reči, saj ni toliko velik procent ljudi, ki so pač kot kure, ki sem gledajo, koliko pa tako. V bistvu je, kot tretjina ljudi. Zdaj sploh še, ko vsi bulijo na telefone pa dol. Mislim, meni je bed, naprimer, jaz, ko sem na kolesu, pa da mi zazvoni naročilo ali pa kaj takega, jaz probam res čim hitreje, klikam evo naročilo, da dam nazaj v žep, da se lahko koncentriram na cesto, kjer vozim. Najboljše, če se lahko ustavim, pa potem pogledam normalno na telefon in to je to. Če si na cesti, pač moraš čim hitreje, zato ker to nam skozi konstantno zvoni. Nočem tega riskirati, ne, to je glavna zadeva. Jaz bi ful rajš naredil, da bi ga imel tako na takem vidnem mestu ali pa da bi bilo vse audio, ne, da na slušalke in to je to in jaz vse podatke dobim prek tega, ampak ja, no, pač to je treba paziti, ne, zelo. Pešci so pa na telefonu, ne, glih zanč, sem sam hodil po fakim pločniku v centru, ki so široki na slovenski pločniki, ne, po desni strani, glej, ne vem, kdo si, ne vem, kdo te je učil hoditi, ampak fucking, ti hodiš po svoji desni, jaz hodim po svoji desni in greva mim, a ne. Tako kot avti na cesti. Ti se premikaš po desni. Logika. Ljudje, ne, živci so, en za drugim, en zraven drugega, pa še kolo drži. Družina, 5 v vrsti, oni pičijo in noben ne gleda in to. Veš, kolikrat ljudje, ki že pripeljem s kolesom, pa sem tako, da vidimo, če ta oseba gleda, on prihaja proti meni. Sam, ali pa tudi, če se pogovarja, prihaja pravi, on me opas šele en meter poprav, ki sem pred njim. Kako imaš lahko tako slab stranski vid, tako slabo prostorsko orientacijo? Jaz tega ne razumem, res. Ljudje so slepi, res hujši kot oni kasaški konji, ki imajo zaščite ob straneh oči, zato da se fokusirajo na uno tekmo, tečejo, no, tekalno progo, kaj je že ta hipodrom, v glavnem, res to. Fuck. In ja, no, kva sem govoril, no, jaz hodim po desni, ona hodi po levi, ona je na telefonu, jaz sem glih prej prečekiral, cak, in tudi, ko čekiram telefon, ga ponavadi dvignem na višino oči, oziroma malo nižji, zato da gledam telefon, gledam cesto, gledam telefon, gledam pločnik, gledam telefon, gledam ostale ljudi, konstantno je to, moje oči premikajo. No, on na telefonu, neki tipka, in sam vidim, kako počas drsi iz une svoje strani proti meni, tako pa malo, pa spet tako malo, ki da bi bila malčkrat tako pijana. In na koncu je bila ob meni toliko, da sem se za vsak slučaj še malo premaknil, tako nazaj z levo ramo, cak. Jaz sem bil sam tako, pa kva tem ljudem ni jasen? Mislim, jaz bi jim kazni dajo, res, jaz bi dajo kazni ljudem, ki so na telefonu in se zabijo nekoga, da sem jaz redar ali pa policist, pa da vidim, da nekdo to naredi, rečem, kazen 500 €. Sorry, glej, mogoče se zdi absurd cena, ampak če boš enkrat plačal to absurd ceno, a misliš, da boš pol še kdaj to naredil? Velika verjetnost je, da ne boš, ne, to je dejstvo. Tudi za razne kolesarje, kljub temu, da jaz to delam, držiš pravil. Če treščeš v enega ali pa kaj takega, 500 €. Kaj, glej, sorry, boš pa naslednjič bolj pazil, jebi ga, tako pa če. Ne take bedne zadeve, kakor gre nekdo čez rdečo luč ali pa kaj takega, to je vseeno, zato ker noben ne gre čez rdečo luč, kljub temu, danes sem enega debila opazil, ki je šel pred bus čez rdečo. Fuck, dobro, da oni busi nimajo nosa v spredi, da so čist plošči, a ne, ki bi ga sam razbil sred centra. To jebeš te prehode, pač ljudje vedno pogledajo, ne, levo, desno, levo, vse so nas začeli, fucking celo osnovno šolo, še v vrtcu, še, ko si bil majhen, levo, desno, levo, levo, desno, levo. Jaz po moje pogledam dvakrat tako, levo, desno, levo, desno, levo, desno.
In pol šele gremo, ne. Vedno sam, Ken laser so moje oči, ki se to dogaja. In vso prostorsko imam predstavo, vse, ki so člane prebetu. Pa še v mojem primeru, ko sem toliko pazljiv, se včasih zgodi, da je kakšna tako malo bližji situacija, ne, ki ne spregledam. Kaj mora biti še pol za vse ostale, ki sploh ne gledajo? So v svoji glavi, sploh turisti, gledajo gor, oh, what is that? Oh, beautiful, oh. In ne, da bi se ustavil, pa sem gledal, zato da se ga jaz lahko ognem, a ne? Ne, on se še premika hkrati. In pa res je brez orientacije pa ravnovesja. Ko si premier, recimo, da se ustaviš tam sred pločnika, ne da kar greš pol, ampak zato, ker sem se ustavil, promet se premika, folk hod, avti, konji, živali, duhovi, bla, bla, bla. Ko se ti ustaviš in potem se odločiš, ok, zdaj grem spet naprej, pogledaš malo okoli sebe, a kdo prihaja z leve, a kdo prihaja z desne, a je kaj pred mano, a se je kdo ustavil še pred mano in pol nadaljuješ, ne pa kar lutaš tam, ken debil. To je to, malo discipline, malo sočutja do ostalih ljudi, ki so okoli tebe in pa bi bili veliko boljši, kakor je. V redu, pa imamo še. To je tudi. Svet v zvezi s šihtom. Glej, jaz bom pač povedal, kako je po resnici, ne bom specifično govoril, primer jaz te dostavljam že dober let, pač le razumem na en način. Slovenija ni država, kjer so navajeni dajati napitnine. To je pač res. To vidiš šele drugje, v tujih državah, tam je bolj taka kultura napitnin in tega. Kljub temu, nismo več zaprti. Nismo več odstranjeni od ostalih ljudeh, imamo informacije, globalizem in ljudje vejo napitnine. Ljudje vidijo ostale ljudi dajati napitnine. Ljudje, po moje, vidijo veselje une osebe, ki prejme napitnino. Ni tako, da bi dobil napitnino, pa bi bila ona oseba tako, okej. Ne, vedno, mogoče včasih zgodi, da ni toliko entuziazma, ampak vedno je samo tako, najlepša hvala, wow, zelo lepo od vas, taka zadeva, tudi v mojem primeru. Polepša dan, res. Pa ni treba, da je veliko. Dovolj je že samo, če tvoja kava 1,80 €, pa ti mi daš 2 evra, pa rečeš, v redu je. Jaz sem samo tako, okej, cool, kjer car ti rečem za 20 fucking centov. Nekdo, ki ga ne poznam, pa mi nič ne da, bi mogel fucking 2 minuti pred mano plesati, ne vem, reggaeton, tam, da bi jaz rekel, to je kar car, Ampak ti si tam sedel, sipil svoj macchiato in pol sem ti prinesel račun, 1,80 € bo gospod, ti daš 2 evra na mizo, jaz že pripravljam, da bom dal 2x po 10 ven z denarnice, ti dvigneš roko, rečeš, v redu je. Sam to, v redu je. Jaz se sam, kunem se ti, bog. Ne, res, veš, kako lahko to spremeni. Ampak to je čisto taka zadeva. V mojem primeru me je najbolj prizadel, zdaj mi je že vseeno, ker sem se že navadil, ampak fucking, ke dežuje, ke mi delamo tudi kaj dež, ke ga ščije po nas, ke vse to in ke si jim prineseš, zavaruješ uno hrano, uno shit, da ne bojo kaj mokro dobili, prineseš čim hitreje do une stanovanja, po možnosti še v 4. štuku, v unih mojih fucking škornjih je težko se premikati, plus si cel premočen, tako da si par kil težji, prineseš končno gor, potrkaš na vrata, daš jim hrano, zaželiš dober tek, lep dan in pol samo čez 5 sekund, ti zapre vrata pred tabo. In si sam tako, okej. V redu, še en tak, še en kurac, ki ga boli zate, ki bi ti lahko malo polepšal dan s fucking 20 centi. Daj mi fucking frutabelo ali pa kaj tacga, res. In tak kurc. In kaj sem hotel reči, da furam to dejstvo, da imamo redne stranke in jaz furam enim rednim strankam že več kot 1 let. Vsaj parkrat na teden ali pa vsaj parkrat na mesec jih vidim in oni še vedno isto, isti pogovor, isto vse in na koncu, ništa. Samo, daj mi hrano, fuki se stran. To si jaz mislim, ko mi oni naredijo s tem, da samo vzamejo. Hvala, adijo. Jaz to vzamem pod prevod, spizdi ti mali, hvala za hrano.
Taki me razpizdijo, res. No. Po enem letu, veš, lahko bi kaj. Daj mi en Snickers, daj mi en Kit Kat, daj mi fucking en Haribo medvedek, ki ga je pes že na pol prežvečil. Boli me kaj, sem da vidim, da ti ni vsem, ki ti to prenašam. Sorry, ja, pač jaz si tako že toliko plačam, zato da mi prinesete, ko so vaše cene navite plus 2 evra dostava. Če ti je pa tako težko, pa pej do fucking lokal, tja iskat sam, pa pol unmu pust 2 evra, ne. Meni je vseeno, jaz tudi ne rabim dobiti, ampak sam nikomu ti je fucking postregel, ki ti je prinesel, lahko bi nekaj naredili. In to me tudi ostali sodelavci. No, vsaj sklepam, ne, jaz vzamem, da nisem edini, ki imam take poglede na te zadeve. Ampak se bram, navadil sem se, da je pač to tako. Hvala lepa vsem unim strankam, ki že nekaj časa vozim, ki so vedno prijazni, ker tudi eni so taki, da nimajo, ne, pa mi bojo rekli, sorry, nimam drobiža, naslednjič, a ti lahko kaj drugače zrihtam ali pa kaj takega, to je meni že dovolj. Tudi če bi mi 20krat zapored rekel, bi jaz po moje pozabil, da mi je prejšnjič sploh povedal, da nima, in bi jaz bil sam, sam ponudi si se, dobro je, hvala lepa. In to je to. To je res to. Danes sem še nekaj drugega pogruntal, ne. Malo sem razmišljal, zato ker včasih se kakšni ljudje, stari, mladi, kakorkoli, kad si jazijo v novih kolesih, pač fora je človek, ne vem kaj, hod 5 km/h, recimo, da je to povprečna hoja, ne. Okej. Tam je pač malo variacij, zato ker pločniki so kar široki, lahko greš mimo, takoj se obračaš, ampak na kolesu, recimo, da je tam ena sprejemljiva minimalna hitrost ene 20 km/h, ne. Pač zato, ker tako v easy zagoniš in potem se cjažaš. To je po ravnem, ne, če greš v klanec, je malo manj. In dejstvo je, da eni, pač plac je tudi, da gresta dva kolesa, oziroma ti si vzadij, pozvoniš in on se malo umakne na desno, da greš ti lahko pod levi, ne, prehitevaš, kakor bi v avto prehitevalno. No, ampak eni, glih danes, po moje so bili ene 3 ali 4. Jaz se furam, čisto lepo, nič posebenega. 25 grem ponavadi, tako gre moj kolo. V easy se lahko cjazam in pridem za enim vzad. Ena ženska je bila. Ona slušalke, tako pač razumem, tako kot jaz, ampak ona se fura tam, moj kolo ima displej, tako da, ko se jaz furam za njo, pa sem isti razdalji narazen, jaz vem, koliko ona fura, zato ker isto furava, kot v formaciji. Blue Angels. No, in je furala tako 16, 17, 18, tam nekje. In jaz sem to fural po moje ene 500 metrov za njo, zato ker se ni nič umaknila, na žalost nisem imel nobene opcije prehitevati, oziroma sem imel hrano not in nisem hotel, da jo kaj brez veze žrtvujem, ne, da se kaj polije ali pa kaj takega. Ampak tisto se je toliko vlekalo in jaz nisem mogel in nisem pač pozvonil, ker se mi res ni dalo baza s tem. Sem vmes razmišljal in sem rekel, sem hotel reči, veš, kako ti furaš? Glih tako, da mi greš na živce. To je taka hitrost, na živce hitrost. In to sem zdaj ugotovil, to zdaj, ko gledam folk, kolesa, ki se premikajo pred ostalimi kolesi, sploh oni. To je kot šleparji na avtocesti, res. Jaz ne vem, kaj to dela folk, ampak ko se odloči prehitevati na kakšni Celovški ali pa Dunajski, ko se sprosti promet, grejo kolesa čez in dejstvo je, da je nekaj časa med križiščem Dunajske pa kaj tam Masarykove, pa križiščem Dunajske pa Vilharjeve. Ja. Tam je še en semafor pa prej in moraš iti kar dosti hiter, tako sorazmerno hiter, vsaj ene 23 km/h, konstantno, zato da ujameš semafor, da si potem čez mimo gospodarcev. No, in tam se pač dostikrat zagužva, folk gre domov. In jaz vedno pridem in se vedno na levo postavim. Zakaj? Zato, ker jaz vedno pičim, ljudje tudi dostikrat vejo, da mi, ki imamo dostavo, bomo ugnali pa to, se tudi pozvoniš, rečeš, umaknite se vsi na desno, zato da grem jaz lahko mimo. V redu, brez problema. Ampak ker se tam ene 20 metrov pred tabo, ker so še vedno zagužvani, se en fucking kakšen star človek se spomni, da bo on zdaj na klancu prehiteval. Ker že tako prej komiciaz na Rogov senior Ljubljana kripi. V uni 4. prestavi, ki itak ima samo eno. In itak, ki jaz pridem za njim, je on direkt usporedno z uno drugo osebo, In kaj narediš? Jaz pridem, pozvonim uno, ajde, dej pejt, da bom ujel semafor. Un še v bistvu malo bolj zmrzne, ker tako se malo vstal. Včasih eni kar malo zabremzajo, jaz kva delaš? Če bi bil na avtocesti, bi kar zabremzal, kaj da ti je en potrop. Ne. Pač pospešaš, če pa ne moreš, pa greš toliko počas, tako glih mečken malo bolj počas,
Ali pa recimo tudi daš roko desno, da boš šel na desno, a ne, takoj, ko boš imel prostor in potem je sem jaz v redu, vidim te, kam hočeš iti, bam, in jaz lahko pičem, ampak ne, pa počas. In pol je vzporedno z uno osebo do fucking poti unga semaforja in jaz ga že vidim od daleč, imam še unih 50 metrov, ki je že rdeča za pešce in sem sam tako, fuck, zdaj bom že to zamudil. In ja, glej, včasih se zgodi, da ujamem, grem čez glihuno še zadnjo rumeno za kolesa, ali pa pač fucking obtičim tam, a ne, še za dodatno 2 minuti ali koliko je. In ja, malo min magam polunem ljudi, ki take delajo, a ne. Na srečo se pol umaknejo. Ampak tudi to, evo, še dobro, da zdaj povem, res, tako na živce gre te zadeve, fucking ljudi. Signaliziranje. To pa kada ni, do 80% je to pozabil. Kaj je 80, 90% je to pozabil izpita v osnovni šoli, ki so ga imeli, če so ga imeli za kolesa, glavno. Roka levo, roka desno, ko greš, a ne? Ej, jaz grem tam čez, levo roka, pogledaš, plus to, fucking levo roka, pogledaš, ne pa, ja, jaz sem zdaj dal signal za levo, jaz bom kar zavil na levo. Ne, tako ne deluje fucking promet, gledaš, glej, če nimaš naštimanih ogledalcev ali pa kaj tacga, obrneš glavo, pogledaš, a je avto, a je kakšen drug kolo, zdaj bom zavil. Ne pa kar, ja, samo zato, ker sem signaliziral, zdaj pa lahko grem. Mislim, to je prav, prav zapre mi kri. Res, to kazni za take ljudi, res. Okej. To je bilo zdaj veliko pritoževanja, pa tega, kar mi je seveda kar všeč. Vmes sem malo še dobro povedal, kar se tiče službe pa stvari, ki bi rad delal. En plus, ki moram reči, sem ga gotovo šele v zadnjem mesecu, 2, nekaj tacga, mesecu pa pol. To je en tak dragulj, za katerega kot Ljubljančan se mečken sramujem, da že prej nisem vedel, pač na žalost. Burek Olimpija, evo, Burek Olimpija. Najboljši burek, kar sem ga kdarkoli jedel. Nima nobene, včasih mislil, da je v Ajdi tam na glavni najboljši, ampak taga, gled, ko Ajda je na visokem drugem, med Ajdo pa med tretjim je ful prostora, med drugim Ajdo pa med prvim Burek Olimpija je pa še večji razpon. Res ne vem, kva delajo, ampak namaste najboljši burek, ki ima del. Sam zaradi tega sem opazil, pol smo začeli furati od njih tudi, ne. Tako da še dobro. Hvala. Pica burek. Ja. Pica mesni sirov, vsi so dobri, ampak pica je pač tam božanska. In to je ta dragulj, ki sem ga gotovo. Jaz sem vedno drugače mislil, da je folk govoril, Burek Olimpija, to je najboljši burek. Vsi rečejo Miklošičeva, ne. In pač jaz na Miklošičevi poznam Nobel, vsi poznajo Nobel najbolj znan burek, pa potem malo še naprej še en tak burek, ki ima ful pocen pice, pa tudi burek, ki se mi zdi, da se najde tako za 1 evro, pa to. Pak ta, ja, Nobel. Jaz sem vedno mislil, da folk misli Nobel in so rekli, Burek Olimpija, Miklošičeva. Jaz sem mislil, mogoče pač Olimpija, Ljubljana, vsi asociirajo ta Nobel burek s tem. Šele pol sem ugotovil, da je ta Burek Olimpija tam vzad za Slovensko 56, tam, ki je borza, tam vzadi skrit, na takem kotičku. Pejte probat, res, pica burek, še en jogurt si vzemite zraven, 3 evre ste dali za to in skoraj, da ni boljšega obroka, ki vam zapaše nekaj, še posebej, če je dež, slamuno te pogreje, te nafutra, ti si zadovoljen. Jaz sem zanj, mislim, da so me ljudje malo čuden gledali, jaz sem z nasmeškom hodil domov, res, prav tako hihital sem se na pol, ko sem jedel ono zadevo, res to, ki je bilo dobro. Tako da ja, to je tak plus. Vesel Jož, pozabil na vse one probleme, o katerih je prej govoril. Okej. To je to. To je ta podcastič, veliko sem predelal, kot že prej pravim. Dajte mi kakšne teme, ki bi radi slišali moje mnenje o njih, a ne. Meni je čisto kul se pogovarjati o čemerkoli, dokler ne bo kaj tacga, bom jaz govoril o tem, kar mene zanima, ali pa obral čisto nekaj tretjega, kar sem ugotovil. Mogoče bi radi, da še kakšne bolj življenjske zgodbe povem iz mojega lastnega življenja, ker se tudi veliko dogaja, ampak dejstvo je, da se moram jaz potem za nazaj spomniti specifično iz te pa te stvari, zato ker moj spomin deluje tako zelo poseben.
Jaz, na primer, spomnim se stvari, ampak ne dam jim toliko pomena za nazaj. Ne? Jaz ne živim tako v preteklosti, kar bi tega tiče. Zato, ker jaz sem vesel vsakega novega dneva, kaj se bo novo zgodilo, kaj pa to. In včasih mi je malo težko deliti točno, kaj se je kaj zgodilo iz moje preteklosti, zato ker pozabim, zato ker je bilo toliko veliko stvari, mogoče zamešan s kakšno drugo in zato je vedno dobro, če še kakšna oseba zraven, ki potem reče, ok, to je v bistvu tako bilo, tako dejano. Lahko tudi te povem zgodbe, lahko pa čisto specifično nekaj, kar vam ustreza. Jaz se že veselim naslednje epizode. Tale epizoda mi je bila ful všeč. Se vidimo naslednjič, se slišimo naslednjič. Bav, čau, mjav, žval, bam. To je bil posluški